Samo se ne moram nehati smeti. Leti boke, leti tudi. A avto si po gruntu, kjer vozim? New Jeep Wrangler. Hud stroj, res hud stroj, na zelo velik načinov. Tak, za posod pelati. Pa za orank vrata zelo puten. Je avto, ki zahteva odločenega voznika. Tudi tazga, ki bi rad od svojega avta, bi ga rad postavil na preizkušnjo. A veš, take vrste avto. Ta avto je pravzaprav ena najbolj kulskih moških igrač, kar si jih lahko človek zamisli. A kam grem? V Francijo. Dolomiti, Trecime, akvaj, tam smo bili, to je promenada gor. Jo, caj da malo več povem, renome sem na podeželje jugovzhodno od Pariza pripeljal zato, ker so pripravili eno tako turbo sago. To pomeni, da nas bojo jutri na enem dirkališču tukaj bliz pričakali legendarni Renaultovi turbo avtomobili. Od turbo 5-ke, pa 19-ke, pa 21-ke, mislim, da celo 11-ke, pa tudi do kakšnega F1 dirkalnika. Govori se, da ne bi prišel celo Ranjoti. Veš, kdo je Žan Ranjoti? Če ti rabim razlagati, lej, pet malo pogooglati, smo vsi malo razburjeni. Ok, jest pa spat. Dobro jutro, naslednji dan. Meni so še tako kocine po koncu, ko sem to videl. Ker ne vem, a ne začnemo s formulo ali s turbo 5-kam. Le, kar vidiš za mano, je prvi Formula 1 dirkalnik, ki je zmagal dirko leta 79, mislim, da French GP s turbomotorjem. Ta avto. A veš, koliko litrsko mašino ima? Koliko misliš? Ogromen motor? 1,5. A veš, kakva beštija je ta avto? Bil, pa še vedno je. You will make in each car 3 laps in the track. Zdaj pa tako, preden zagrabim za volan za kakšnega klasika, vidiš 5-ko turbo, se bom usedel v Megana RS Trophy. Trophyja še nisem pelil. Avto ne vem, koliko poznaš, 1.8 turbo mašina, tale konkretno razvije 300 konjev. Turning point, chicane, left, right. And then after you have a little straight line, 2 cones to brake, and hairpin on the brake. On the brake. Hairpin, brake, now. On the brake, brake now. On the brake. You feel the torsen working. And brake for the hairpin. Slowly on the brake. On the brake. One less. Yes, side. On the brake. Can I go a bit faster this time? On gas. On the brake. And brake left. And brake. The chassis is like the Cup, but the engine is just a little bit more performing. And brake. You are a good driver. Thank you so much. And brake. And gentle. And brake straight. Yes. Odpeljal 3 kroge. Moram reči, da sem mar razočaran, pa ne nad avtom, zato je večkrat razvidno to, da se podvozje tudi na mokri pisti odlično obnaša, da avto ful gre. Ampak inštruktor je bil malo nervozen, da ga ne bom kaj posral, tako da od hitre vožnje ni bilo kaj dost. Gremo še kakšnega ta starega peljati. Se pa veselim, da bom Trophyja dobil v roke tudi v Sloveniji, če bo še plet za kakšen testen termin. To je to, gremo naprej. No, ampak tale je pa tisti Megane RS, pri katerem res začneš debel gledati. To pa ni navaden Trophy, to je Trophy R. Čist druga zgodba. A veš zakaj? Ne sam, da je tukaj spodaj zadnji oplemeniten s slovenskim znanjem. Vidiš, kaj piše. Že tale difuzor ti da vedeti, da gre za nekaj zelo posebenega. No, pa če smo že pri izpuhu od Krapoviča, daj pogled tole erotiko. A ne zgleda hudo? Sredinsko nameščen, nobenih kromastih zaključkov, sam ror, direkt ven in zlonca. Tudi gume so valjda posebne za ta avto naredili, celo RS gor piše, semi-slik, valjda. Pa tudi platišča niso navadna, so lažja, zavore so zmogljivejše. Pa pokrov motorja je takole ukrenclan s posebno režo za vstop zraka, pa vidiš, iz česa je. Carbon fiber. Avto v živo zgleda res oster. Zdaj pa čakam, da vidim, če uspemo dobiti ključe, da pokaže še kabino. Ven prije pa mislim, da konc 2019, valjda v omejeni seriji. Motor ima tako kot pri navadnem Trophyju 300 konjev. Ampak avto mislim, da je tam do 130 kg lažji. Tudi kabina tega avtomobila je zelo posebna, ne samo, da je volan celoti oblečen v alcantaro, prosim, lepo pogledajte, izrazite, ne bom rekel pol dirkaške, skoraj dirkaške školjke, predvsem pa v drugi vrsti ne boš najdel sedežev, zato ker so tukaj paketi rezervnikov. Ne ve se še tudi, a bo mogoče Slovenija dobila kakšen testen avto, fajn bi že bilo. Poglej, o tem govorim, izvolite nazadnje,
Izvolite na zadnje gume. In vse te spremembe, ki sem jih ravno kar naštel, so bile glih dost, da je Renault Nordschleife severno zanko na Nürburgringu odpeljal v 7 minutah 40 sekundah, kar je nov rekord za avto na spreden pogon. Zdaj pa čas za akcijo, malo se ti že svita, vidiš, kjer avto je za mano, Renault Safran Biturbo. Renault je pripravil eno oranž četico turbo avtomobilov, najbolj, da kar pokažem. Evo ga Safran, ta avto se kar ne zna postarati, 3.0 mašina. Tam švok 270 konjev, biturbo, to se pravi 2 turbinska polnilnika. Avto je šel kot sam satan in tukaj so pa še ostali. Gremo lepo po vrst. Morda je kdo od vas prepoznal tale avto, gre za Fuego Turbota. Letnik 84, 132 konjev, pa pazi to končna hitrost 200 na uro. Ni bil hec. Naslednji v vrsti 11 turbo. Grega, kdo je razturil z 11 turbo? Romana Zemec. No, pol prijemo pa do enega mojih sanjskih avtomobilov, avto, v katerem sem sanjal, da bi ga kdaj peljal. Mogoče se mi danes ta želja uresniči. 5 turbo, 2, 1.4 mašina, 160 konjev. Kako lepo ropota. Ko mi čakam. Za njo pa še 5 Alpine turbo. Da ne zanemarimo 9 turbo. Kako so mehki sedeži, stari. Joj. Čakaj, kako gre to naprej? To ne gre naprej, le. Tukaj se samo ujčkaš. Aha, evo, veliko boljš. No, zdaj pa ven, kaj tega nam vozimo. Pa mogoče en detajl, a niso bili napisi na avtomobilih v 80-ih najbolj epski? Daj prvo se pogledaj to. Vidiš tele seksi pikice, ki se pa prelevijo v napis Turbo. Tako francozi pravijo. Renault Turbo. Naslednja na vrsti 25-ka, tudi ta motor je imel V6 mašino, švok 230 je leto. Teh avtov pri nas jih ni bilo veliko. Če si kakšnega ki videl, ti si zapomnil za nekaj časa. Znotri pa kraljestvo usnja. Poglej to. Ta avto se pa tako dere 80-ta, da se bolj skoraj ne bi mogel. Ampak pismo, meni se zdi, da take notranjosti vsaj v mojih očeh pridobivajo na privlačnosti. Predvsem pri tisti, ki smo malo počeni na retro. Se na en način tole zelo lepo zgleda, a? Kaj pa stikala, gumbi tukaj leprti, električni zici, gumbov 26 milijonov 500. Vidiš, za naklon zica, za naprej nazaj premikati naslonjalo, pol pa tudi detajle lahko štimaš. Dej nehi, poglej to. Renault je zelo dobro vedel, kako se tem stvarem streže, pa ne, leto. A je imel prilagodljivo podvozje. Pa tale detajl, lesena glava prestavne ročice, shit. Moram priznati, da tole pa zgleda zelo lepo. Pa malo narodno se me zagrabil, ko sem takole naredil, a ne? Pa še en detajl za audio frike. A veš, če ti slučajno kaj ni sedel, ne? Si se lahko malo poigral. Dej nehi, vidiš to? Medtem, ko že malo nervozen postajam, daj prijem na vrsto za voziti klasike. GT Turbo 5, 115 konjev, značilna bela barva, rdeč rob okrog celega avtomobila. Pa en tak zelo, pazi zdaj, seksi športni volan. Meni se je že takrat zelo fin zdel, zdaj, ko ga vidim pa po tolikih letih, se mi zdi pa še malo bolj fukiš. Ampak tako, na zelo poseben 80s način. Pa zelo dobro k temu volanu je pasala tudi prestavna ročica. Daj pogled kakšen detajl. Ergonomska ni najbolj, to je treba priznati. Ampak zgleda pa kar dobro. No, zdaj pa končno prišel čas za prakso. Ta prvo avto, ki sem si ga zbral, ja, kjer misliš? Pa preden pridejo na vrsto vožnje, daj pogled to minimalistično kabino. Kraljuje ji pa naš drugega, ki tale zelo preprost, ampak ful seksi volan. Stari. Bucket list material. No, daj za laufi. Bo kaj? Gremo! Pa prosim človek božji, poglej te seksi feltne. Ne, no! Okay, good. And the steering wheel, it is like it is, yeah? Yeah. A veš, se to sem že parkrat povedal, ker se srečaš s svojimi avtomobilskimi heroji, je vedno dvorezen meč. Ali te totalno navdušijo, ali bilo pa bož, da se v njih nisi usedel, pa rajš ohranil tisto sliko, ki si jo imel v njih v svoji glavi iz mladosti. Zdaj pa da vidimo. Ne bomo šli derkat. Šli se bomo pelat, pa spoznat avto. To. Sklopka ima zelo dolg hod. Volan je še kar neposreden, glede na letnik avtomobila, steza se že počas suši. Which one is your favorite one? Of all these? This one? Yeah. Of course. Yeah. Oh, you can feel the back go. Yeah, break. Je pa tako, da če se pripeleš v ovink prehitro, ali pa če res pozno zaviraš, pa vmes začneš že zavijati, takoj čutiš, da zadek postane lahek. Ti povem, da zna biti tale avto face pasi. Oprijema trakcije pri izhodu iz ovinkov je pa ful, več kot sem pričakoval.
In edina vidnejša hiba, kar se voznih tiče, ne to, da nima servo volana, ampak volan ni nastavljiv, jaz bi ga bližje k sebi dal, ker jaz sem si naštimal položaj glede na stopalke, ne? In to je to, to so bili moji 3 krogi z enim od avtomobilov mojih sanj. Poster material, kot Kapetanovič, ki je vozil 911, 930 turbo, se spomniš? To je to, to je eden izmed teh avtov. Thank you so much. Thank you too. Tole pa eden izmed highlightov, ko voziš ta avto, ko pogledaš v tale špegel, pa vidiš ta seksi nabit bok. Stari, tudi če danes nič drugega več napeljem. Jaz sem svoje naredil. Samo se ne moram nehati smeti. Leti boke, leti tudi. Veš, imam eno štorijo povezano s safranom biturbo, pa sploh ne vem, če je resnična. Včasih je v bratovi pizzeriji delal en pizzopek, ki je rekel, da je poznal nekoga, ki je drugač vozil za protokol, to se pravi je vozil very important people. To je pa enkrat, ki ni bil v službi, je malo pretiraval s hitrostjo in boj, da ga nihče ni ujel, da je letel za njim pa policijski helikopter do doma. A to drži? A kdo pozna tega človeka? A je to res? Kabina je pa drugač. Mislim, veliko bolj sodobna, kakorkoli drugega v tej grupi, ki je Drono za nas pripravil. V fotelastih sedežih ne bom zgubil besed, kar se dizajna tiče, no, zelo specifičen. Pač zgodna 90-ta, ne? Pa tudi na en način že bolj napoved malo ta prve lagune, kar se same arhitekture tiče, če se kdo še spomni. Pa spet izdatna nastavitev sedežev, vidiš, kam vse si lahko prilagajajo, stari, to ni hec. Pa točen ta avto je opremljen s 4-kolesnim pogonom, kvadra, mislim, da ga je Renault takrat imenoval. No, da vidimo, kako so se predsedniki včasih vozili. A mi že ga jaz lahko zalaufam? Jaz ga bom zalaufal. Noben me ne gleda. Valjda pričakovano, zelo smooth zvok. Občutek tukaj noter je pa že zelo sodoben. Servo volan, ročica menjalnika je blizu, sedim v redu, nastavitev sedeža si videl, koliko je. In tale ročka za prijet na vratih je pa vse malo hecla, le to. Vidiš, ponovadi so te ročke takole, vzdolžno z avtomobilom, ta je pa prečno. Zagrabaš, stari, kada si v enem hardcore terencu, da se primeš takrat, ko gre na streho. I think that you love this car. Yeah? Yeah? I think I will too. Končno, po ne vem koliko letih gruntanja, kakšen je safran biturbo za volanom, ta prva stvar, ki jo ugotovim, pa ne pozabi, ta avto tehta skoraj tono 800, občutek je zelo lahkoten, tega nisem pričakoval, tudi dolg je 4,75 metra, ampak občutek za volanom, ko zagrabaš ta prvi zavoj, je, kot da vozim avto, ki je pol metra krajši, pa je na 200-300 kg lažji. A ne, čak, lažem, zdaj sem se zapeljal v ta prvo kljuko, se vsem kar nagiba, sam, pa dobro gre. Ročen menjalnik, vidiš, to bi recimo zamenil, ne? Tak avto si zaslušal avtomatiko. Dve stvari, ki sem se jih naučil zelo hiter, če uporabiš uno tipko, s katero prilagodiš trdoto vzmetenja, je avto veliko lažji pa lepš voziti skozi zavoje, ker se nagiba majčken manj, ne veliko manj. Druga stvar, avto kar dobro gre. To, da je že malo sodobnejši od vseh tistih drugih zadnji, se pozna predvsem tako, da ti v kabini ni toliko vroče, ker ima klimatsko napravo. Je udoben, ampak lahko ga peleš presenetljivo hiter, ravno zaradi tistega, kar sem rekel v kabini. Tažen 770 kg, feeling imaš, pa da jih je malo manj, pa feeling imaš, da je avto krajši. In to je kompliment. Zdaj razumem, ali pa rečemo boljš razumem, zakaj se tega avta drži tak legendarni status. To je letelka raketa, sploh za tiste cajte. Zdaj pa res rabim vedeti, a je on res bežal, pa ga je helikopter lovil, a kaj se je zgodilo? Ok. Dober dan. A veš, ko sem ti prej razlagal, da je Renault pripeljal formulo, ki je bila prva formula, ki je zmagala s turbomotorjem. No, to je pa voznik, ki je to zmago dosegel. Jean-Pierre Jabouille. Meni najbolj fajn od vsega, mislim, poleg tega, da bomo dirkalnik videli, slišali, uživajo pa zdaj, ki so ga slekali. Ko vidiš, mislim, že samo z varnostnega stališča, kje so bile voznikove noge? Vidiš, to je sprednji del dirkalnika, spravo imel si 40 cm lukta. Tukaj čez to lukenco pa vidiš že stopalke. Ti si v bistvu z nogami božjo šlatu ungat spredi. Koliko je šla varnost naprej. Pa tudi drugače, izjemno zanimivo videti slečen dirkalnik, ki je bil tehnološko ena najbolj naprednih stvari, kar se dirkanja tiče 40 let nazaj. Dej poglej to. To sem ti prej rekel, kako se vidijo stopalke za sklopko gas in zavoro skozi to luknjo.
Tole je zaščita za voznika, ta varnostni lok, na katerega so bili potem gor pritrjeni, privezani vsi merilniki, ki jih je voznik potreboval, zato da je lahko učinkovito vozil. Ta glavni merilnik je pa seveda tisti za obrate, tukaj direkt pred voznikovimi očmi. Škaj pa tole? Ja, to je pa prestavna ročica. Heroji tistega dne so vozili z eno roko, ki je bilo treba šaltati. Nisi mogel imeti dveh rok na volanu. Mislim, saj si kdaj že videl kakšen klip. Če ne drugega, tistega, ki je sena vozil moker Monako s svojim McLarenom, ne? Je z eno roko se skozi malo šaltil, z drugo pa vozil. Pa še nekaj se je treba zavedati, uporaba ogljikovih vlaken včasih ni bila pogosta. V zgodnjih 80-ih, konc 70-ih je bil začetek. Tole je pa seveda posoda za gorivo. Neposredno za posodo pa 6-valjni motor, potem zadaj še menjalnik. Poglej, koliko dolg je pravzaprav pogonski sklop. Jaz bi rekel, da je tole 1,20 m, 1,30 m. No, zdaj pa čas, da se v dirkalniku sede Jean-Pierre Jabouille, pa da odpela en krog. A se še kdo veseli? Je malo poseben občutek, ko slišiš rjoveč stroj, ki je bil zmagovalen pred 40 leti in to z istim voznikom. Sam ti si pa poslušaš. Za piko na i, slišiš to, nas pa čakajo vožnje na sopotniškem sedežu in to v dirkalniku v Jeana Ranjotija. Aj bo še boljš! Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj sedel v Ranjotijevem dirkalniku, v njegovi petki.